ko me ljudje vprašajo, ne, kako si prišel do tega, da si začel tako slikati, pa se jaz bi tako ne vem, jaz sem že kot mali, nisem se čutil povezanega z moderno umetnostjo, ampak me je klasika zanimala. En izmed mojih teh prvih idolov je bil Leonardo da Vinci. In sploh, ko sem bil, osnovna šola, nimam pojma, pa mi je mami kupila eno tako veliko knjigo od Leonarda da Vinci, jaz sem skoraj padel. Pač zdaj imam tisto knjigo in vse te, fotografije njegovih del pa to. Jaz sem hotel biti tako kot on, tako da kot ta renesančni človek, ki me je inspiriral na vseh področjih in pa sem tudi to veliko raziskoval. In zdaj tukaj je eno čudovito, bi lahko rekel, sodelovanje ali pa zaupanje, ki sem ga dobil od našega muzeja na gradu, ki je muzej gasilcem, posvečen gasilcem in so mi v bistvu posodili v Firence to čelado, pa sabljo, pa še čin. Mislim pa, da še kar najljubša slika mi je pa ta, ki je pa Laokon, oziroma žrtvovanje Laokona. In v bistvu jaz sem si želel, ko sem videl ta kip na Angel Academy of Art v Firencah, kjer sem študiral, ta druga akademija, ko sem videl ta kip, sem videl, majstro, jaz hočem tega naslikati. Ker v bistvu oni pa niso dovolili slikati tega kipa, zaradi tega, ker ta zadnji človek, oziroma ta zadnji študent je potreboval 26 tednov, kar je en semester pa pol. In sem videl, ne, to je preveč, ne gremo se tega, ne. Jaz sem bil pa v bistvu znan po tem, da sem zelo hitro delal stvari. Ker sem se znal fokusirati, namesto 26 tednov je v 6 tednih ratelj slikati, da se je zaključila. Je pa tudi ena mala skrivnost, nekje po 4. tednu sem poštudiral pismo, jaz bi rabil še malo več časa. In sem ugotovil, ker pač smo bili samo 9 zjutraj do 9 zvečer na akademiji, pa smo mogli iti pa ven. In sem vmes začel malo tako gledati, kako bi jaz lahko, pa kam bi se lahko skril, da bi si jaz lahko dobil malo več časa. In pa sem gotovo, enkrat priložnost bila je ta naš čistilc, ko je prišel, je počistil en atelje, pa je pa druge stvari čistil, tako da je bila tam že luč tema, izklopljen. In sem se pa skril v eno tako čist malo omarco. Naenkrat pač sem mislil, da so me dobili, ker je začel en človek prižigati pa ugašati luči. In zdaj sem rekel, ok, dobili ste me. Pa sem se hotel že ven zlest, pa sem rekel, ne, čakaj, če so me dobili, naj me pridejo iskat. In sem pa ugotovil, da je ta čistilc prišel še stikalo počistiti in je zato prižigal pa ugašal. Sem rekel, groza, glavnem ja. In pa sem se začel tako skrivati na ta način, da sem lahko še dlje do 3 zjutraj v bistvu slikal, tako da sem 5 ur še pridobil. Da je slika bila končana prej. Pa vsi dvomljivci so bili tako, ne bo ti ratelj, pa mi je pa ratelj, pa sem je tako, To je Fine Art Connoisseur. V bistvu jaz mislim, da je najbolj prestižna revija trenutno na zemlji za realizem. Tudi tukaj notri, evo, je ta slika, ki je zmagala, je notri in zdaj bojo spet jo objavili. Zdaj, čez en mesec pride spet nova in bo prav čez celo stran, bo tako ful lepo. Ja, v bistvu eno izmed slikarskih del, ki sem ga naslikal, mislim, da 2 leti nazaj, je dobilo zdaj eno izmed najbolj prestižnih nagrad. In trenutno se okvirja, tako da je žal ne morete videti tukaj. Je pa v bistvu stvar ta, da je taka, mislim, dosti je emocionalna slika. Nastala je iskreno iz nekaj trpljenja, ki je izhajal iz nedelujočega odnosa, partnerskega odnosa. Za zdravje sem si bolj to mislil, ker je v bistvu zelo praktično. Pa tak zanimiv izziv je, ko v bistvu rabim biti zelo fokusiran. Če se odvisno, pač lahko na začetku se začne 2 km/h, in v bistvu vseeno sem lahko tukaj blizu, pa hodim, pa ni mi treba stopiti sem, upočasnim korak, lahko vidim vdaleč, tako da je prav zabavno je. Pa to, da stopi stran, je tako pomembno. Dejansko pač, ko jaz lahko nekaj kle delam in skozi mislim, da delam prav, ampak dejansko šele takrat, ko stopiš stran, lahko vidiš, kaj si v resnici naredil. Torej, te male potezice, ki lahko tako super izgledajo, ampak
rabijo tudi v bistvu super zgled, ko stopi stran in tako vizualno se bolj poveže, lepše vidiš. Pa kje so recimo svetlobe, kje so sence. To so pa način, kako še jaz se izboljšujem, je, da kopiram mojstre, pa v bistvu grem s tem recimo v tem primeru v Pariz in prav primerjam svojo sliko z originalom in na ta način vidim, kaj je in pa sem si kar direkt gor pisal, kaj je, kaj ni, kaj bi mogel narediti drugače. To je bil pa en najlepših komplimentov, ko sem ga dobil, je v Maastrichtu je bila en velik sejem je bil in so imeli to sliko tam na razstavi in so moji učenci mi povedali, zato spet tako gremo tako, in sem šel tja in sem cel dan tako res prav 6 ur sem bil pred eno sliko, čeprav je bilo milijon za videti, in sem si zapisoval stvari in tako fotografiral, tako da je bil že tak galerist, je bil tako, dej odganjaš mi stranke, bez strana, prav že ono. Pa sem bil tako, ok, hvala. Pa sem čez 3 dni prišel nazaj s končano sliko, in prišel pa sem pa primerjal, pa sem si zapisal, kaj je treba se spremeniti in podobno. Pa je pa on prišel pa je rekel, sam da ne bom jaz videl kakšne Bouguerojeve kopije na črnem trgu, da jo boš prodajal za par milijonov. Ne mi tega delati, pa sem mu mogel obljubiti, da ne bom, kar pomeni, da očitno je, da pa sem na nekem nivoju, da je rekel, lega, to je pa lahko nevaren za moj pasov. Portret od Briana Rosea, taka hitra skica, kjer sem v bistvu raziskoval njegove poteze, njegove barve in podobno. Tako da sem ga malo spoznal, pa se naučil o njegovem obrazu, preden sem šel večjo sliko delati. Je pa tudi recimo še ena tu, mislim teh skicirk imam tukaj, da je noro. Tukaj sem pa recimo prav prekopiral eno celo knjigo o dizajnu človeškega telesa. In v bistvu to je res pomembno študirati človeško telo, mislim, če ga delaš itak. Tako da so različne te risbe, ko v bistvu kažejo človeško formo, vrat na tisoč in en način. Kar so mi pa najljubše, so mi pa te, ko so v bistvu s kuljem. Pač kuli ne moreš redirati, tako da je taka čudovita vaja. Pa vedno zraven so še te zapiski, kjer v bistvu sam v sebi razlagam, evo, tukaj je takšna oblika, zaradi tega je takšna senca in podobno. Pa kakšne proporcije. Je že kot otroci smo veliko skupaj ustvarjali, pa je pač risal, slikal, z glino ustvarjali smo, pa potem to razvil in ne vem, pa se je razvil v mojstra. Zelo je rad risal, in potem on je bil ultra živahen otrok. Resnično ni znal hoditi, on je skozi laufal. In potem smo bili na morju, to si se utrudil, če si ga spremljal z očmi. In tam je bil Elder Zeynalov, azerbajdžanski slikar, in je bil vedno vsa leta na plaži. On ima klasično slikarstvo čudovito in on, otrok, ker je bil izredno živahen, skozi je prišel zraven in začel gledati in potem je klečal zraven njega ure in ure in ure. In potem smo mu dali papir in je začel zraven risati, in rekel, jaz bom tudi slikar, je rekel, In potem smo ga podpirali in kamorkoli smo šli, smo imeli barvice in smo si zagotovili in mir, in je ustvaril. In potem vsa leta naprej smo ga zelo podpirali. In od takrat so me v bistvu že vodili na razne te, mislim, ko so že likovna društva, vem, da v Brežice sem hodil, ko sem bil mali, in so bili samo starejši ljudje, pa jaz tis mali pinkec tam. Tako no, ja, hodili smo veliko v muzeje, v opere, balet, Barcelono, mislim, od pa do smo šli dejansko različne stvari pogledati, zato da so me hranili konstantno s to umetnostjo, pa s tem spiritom. Definitivno pa imamo klasično glasbo tudi v družini, pa ljubezen do umetnosti, po babičini strani. Ta klaver je v bistvu star
130 let, je še Art Nouveau, tako da je secesija, ki je tudi meni zelo pri srcu, pač ta umetniška smer. Hkrati pa ta dejansko uprt, kakorkoli bi to poimenoval, kjer piše muzika escaka, to je pa v bistvu od mojega pradeda, torej oče od moje babice, Rake, njene so tukaj. V bistvu on, torej moj praded, je bil pa Rudolf Pilih, tukaj so inicialke je RP. On je bil pa prav virtuos na harmoniki. In on je bil tak, pa je prvi, ki je igral prav klasično glasbo na harmoniko in so prav za njega posebno harmoniko naredili, da je donela kot cel orkester. Tako da mi je res prav v častno, da imam take korenine. Meni je pomembno to, da v bistvu, da kot slikar tudi gledam na slikarstvo, to je v bistvu posel. In je iz tega vidika je treba se povezovati z ljudmi, ki te lahko tudi povežejo naprej. Zato sem tudi član Business Networking International, ki je ena velika mreža podjetnikov po celem svetu in se lahko povezujem kamorkoli grem, imam svoje povezave v resnici. Jaz se zavedam, da mi je življenje bilo dano, da v bistvu je to kot eno darilo in tudi ta talent, ki ga imam, pa to ljubezen do umetnosti, ki jo imam, se mi zdi, da bi bilo nekaj, mislim, da bi plunil samo v sebi in življenju, ki mi je dal to priložnost v obraz, če ne bi razvijal talenta 100%. Zato konstantno iščem tudi nove mojstre ali različna področja, da se konstantno izobražujem in nadgrajujem. Še zdaj januarja sem zaključil eno izobraževanje, 3-mesečno, da sem se naučil novih stvari, kemije, fizike za slikarstvo. Tako da, ja, je pomembno.